Zoran Thaler je politično kariero začel kot član Zveze socialistične mladine Slovenije. Kasneje jo je nadaljeval v Liberalni demokraciji Slovenije v LDS-u. Na prvih demokratičnih volitvah 8. aprila 1990 je bil izvoljen v slovenski parlament. Na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije je bil v prvi demokratični vladi od 1990 do 1993 namestnik zunanjega ministra. Decembra 1992 je bil ponovno izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije. Januarja 1995 je postal minister za zunanje zadeve Republike Slovenije v vladi, ki jo je vodil Janez Drnovšek, kar je tudi glavni razlog za ta pogovor. Decembra 1996 je bil tretjič izvoljen v slovenski parlament na listi LDS. Po podpisu pridružitvenega sporazuma Slovenije z Evropsko unijo leta 1997 je izstopil iz politike in se začel ukvarjati s podjetništvom. Leta 2009 se je ponovno aktiviral v politiki in bil kot nečlan stranke nosilec liste socialnih demokratov na volitvah v Evropski parlament in bil izvoljen. Leta 2011 je bil kot eden od 4 evroposlancev vpleten v afero podkupovanja, zaradi katere je bil obsojen. Zaradi te afere se mu je končala tudi politična kariera. Sedaj se ukvarja s podjetništvom. Zoran, pestra kariera. Kot rečeno, si bil v prvi demokratični vladi namestnik zunanjega ministra, kasneje pa minister v vladi Republike Slovenije, ki jo vodil Janez Drnovšek. Kakšni so bili takrat cilji Slovenije glede Evropske unije in še posebej, kakšni problemi so bili takrat z Italijo? Kaj se je takrat v bistvu dogajalo? V začetku leta 1995 je bila Slovenija že 3 leta na čistini mednarodnih odnosov po priznanju strani Italije in celotne Evropske unije, ki se je zgodilo 3 leta prej, v januarju 1992. Ta kontekst poudarjam zato, ker mi je bilo zelo jasno, da nujno potrebujemo preboj. Tega se je zavedala celotna vlada na čelu z dr. Drnovškom. Vemo, da je pol leta pred tem prišlo do oglejskega debakla, po domače rečeno, kjer je takratni zunanji minister Peterle, koalicijski partner, parafiral sporazum, ki ga je vlada potem ocenila za nezadostnega in nesprejemljivega za Slovenijo. Šlo je v bistvu za to, da je oglejski osnutek sporazuma prestopil tisti Rubikon v tem smislu, da je pristal na to, da Slovenija Italiji nekaj dolguje. Ocenili smo, da bi to lahko pomenilo odprtje Pandorine skrinje, kjer bi se italijanske zahteve samo stopnjevale. Namreč vsi vemo, da so bile zadeve med Italijo in Slovenijo v času po drugi svetovni vojni, takrat še med Italijo in Jugoslavijo, rešene. Ne na lahek način, skozi desetletja, Pariška mirovna pogodba, Londonski memorandum, Ozimski sporazumi, Rimski sporazum, in da je v času prve slovenske vlade Sloveniji uspelo, se pravi v letu 1992, da je Italija pristala na sukcesijo vseh teh sporazumov. To je bilo objavljeno v italijanskem uradnem listu poleti 1992 in z tega stališča je bila ta prva etapa te strateške bitke glede odnosov z zahodno, največjo sosedo, dobljena. Potem pa je z nastopom Berlusconijeve vlade v Italiji prišlo do 2- do 3-letnega mrcvarjenja Slovenije strani velike sosede. Se pravi, na politični moči so dobile politične sile v Italiji, ki so zahtevale revizijo. Nenazadnje, še danes je jasno, da je strateški interes skrajno desnih sil v Italiji
meja, kot je bila določena v Rapalu. Tu si ne smemo zakrivati oči, nekateri pri nas si jih, in moramo biti realisti. Pa da se vrnem v januar 1995, takoj sem se spravil v tek, da tako rečem, imel sem kar nekaj kilometrine za sabo, približno 10 let, kajti tudi v ZSMS, takratni Zvezi socialistične mladine, sem želel od leta 85-86 pokrival področje mednarodnih odnosov, to 3-letno namestništvo v prvi Demosovi vladi, ko je bil minister dr. Rupel, in potem vodenje zunanjepolitičnega odbora v državnem zboru, mi je dalo dovolj vsebine in moči, da sem lahko stvari pognal hitro v tek. Tako sem se že nekaj dni po imenovanju, bilo je na slovenski kulturni praznik 8. februarja 1995 odpravil v Rim z majhno delegacijo, do takrat tudi precej nove, frišne zunanje ministrice Suzane Agnelli. Mislim, da je bil to v celotni zgodbi, z mojega stališča, ključni sestanek v tistem času, kajti ta sestanek je popolnoma spremenil klimo na ravni obeh zunanjih ministrstev in obeh zunanjih ministrov. Zakaj? Ko smo prišli v Rim, je v Farnesini za mizo, ki je bila dolga kakšnih 20-25 metrov, sedelo najmanj 35 diplomatov italijanskega zunanjega ministrstva. Moja četica je štela, ključno z mano, mislim, da 3 ljudi. Predlagal sem zunanji ministrici, da se najprej pogovoriva tete, na 4 oči, na kar je pristala, usedla so se v njen kabinet in se vrnila iz njega po dobri uri in pol. Zanimivo je bilo opazovati obraze tega bataljona visokih uradnikov Farnesine, kajti ministrica je potem samo objavila, da sva sklenila sporazum o imenovanju 2 posebnih odposlancev, da je bil sestanek med nama na 4 oči izredno uspešen in da bomo stvari v kratkem rešili. Presenečenje je bilo popolno, seveda, ker nihče ni vedel, kaj se v tisti uri in pol dogajalo. Sestanek na 4 oči je predvsem bil priložnost ministrici, ki je bila civilizirana, kultivirana oseba, ki pa ni imela kaj dosti podatkov o odnosih med Italijo in Slovenijo. Jaz sem si v tistem trenutku celo privoščil, da se mi na njeno mizo razporedil kakšnih 10-12 fotografij slovenskih domov, ki so bili ali zaplenjeni ali požgani na področju sedanje Italije. To so mi priskrbeli fantje iz slovenskih mladinskih organizacij v Italiji v tistem času, v parih dneh med mojim imenovanjem in obiskom v Rimu, in na ta način predočil, kako je ta zgodba večplastna. Kajti v Italiji takrat veljalo, da so oni žrtve slavo komunizma, krvoločnih Slovencev, ki želijo na njihov račun ekspanzijo in tako naprej. Vem, da je dalo to misliti, skratka, ni to bilo odločilno, ampak pristala je na to, da so stvari komplicirane, da ni good guyov in bad guyov in da je treba stvari reševati v vzajemnem spoštovanju. Takrat je veljala tista mantra, ta magična številka 300 hiš, ki naj bi jih Slovenija vrnila po Oglejskem sporazumu bivšim optantom in da bi se s tem stvari reševale. V nekem trenutku je Suzana Agnelli celo izjavila, če morda vem, koliko bi stalo teh 300 hiš in da morda bi obstala varianta, da ona to vse skupaj kupi in da se to potem da v humanitarne namene in na tak način bi reševali ta problem.
Pojasnil sem si, da seveda ne gre prvenstveno samo za teh 300 hiš, gre za princip, gre za to, ali bomo spoštovali do sedaj veljavne sporazume, ali bomo spoštovali bolečino ene in druge strani in reševali stvari tako, da bomo uprti v prihodnost, ne pa v preteklost. Potem sta ta dva posebna odposlanca, ki sem ju ta način komunikacije sem predlagal sam na tem sestanku na 4 oči. Potem sta ta dva odposlanca, Matjaž Jančar, že upokojeni, sposoben slovenski diplomat, in De Frankis iz Farnesine, intenzivno delala in že marca 1995 je Italija prenehala blokirati proces približevanja Slovenije Evropski uniji. Zakaj je šlo v tistem času? V teh letih od 92 do 95 smo si mi prizadevali, da sklenemo tako imenovani pridružitveni sporazum z Evropsko unijo. To je bila stopnica, da postanemo polnopravni člani. Če tega nimamo, Slovenija ne bo polnopravna članica Evropske unije, vsaj ne v doglednem času. Takrat so pogajanja o pridružitvenih sporazumih z množico držav, Balti, Višegrajsko četverico in tako naprej, potekala normalno, kup poglavij se je odpiralo, zapiralo in tako naprej. Mi smo bili nekje v vicah vmes, ne. Hrvaška se takrat kaj dosti s tem ni ukvarjala in je vse bolj in vse bolj zaostajala. Jasno mi je bilo, da če tega preboja zaradi italijanske blokade ne dosežemo, da Sloveniji grozi, da bo še lep čas ostala na tej čistini in da je to za nas potencialno zelo nevarno. O čem govorim? In tukaj bi rad posebej poudaril strateško vlogo našega članstva v Evropski uniji, pa tudi NATO, do katerega je prišlo kasneje. Italijanska blokada je ogrožala to, da mi, Slovenija, novo nastala država, mednarodno priznana, članica Organizacije združenih narodov, da ne pridemo v tiste klube v Evropi, ki po mojem trdnem prepričanju najbolj strateško varujejo naše interese. To je dobrososedske odnose z našimi 4 sosedi. Prvenstveno z Italijo, ker z njimi smo imeli potencialno tudi največje težave. Kajti, in to se je potrdilo kasneje, po članstvu v Evropski uniji, po 2004 in ko smo vstopili v Evropsko unijo in potem, ko smo vstopili v NATO. Od takrat naprej mi nimamo več debate z Italijo o tem, ali so bivši sporazumi veljavni ali ne, ali je meja primerna ali ni. To je zdaj popolnoma marginalizirano v najbolj eksotične, skrajne politične sile v Italiji, na ravni uradne politike pa teh vprašanj ni več. In tako bo po mojem prepričanju ostalo, dokler bomo mi spoštovani člani predvsem teh dveh mednarodnih organizacij. Zato mislim, da nove politične sile v Sloveniji se včasih premalo zavedajo, kako sta ti dve članstvi pomembni stališča strateških interesov Slovenije, obstojnosti naših meja in tako naprej. Zdaj ne bi šel v podrobnosti, kaj se je vse potem dogajalo preko leta 95 in 96. Dejstvo je, da je šlo po polžje. Takratna vlada, to je bila post-berlusconska vlada, je bila seveda v Italiji pod velikim pritiskom bivših sil, ne, se pravi Agnellijeva, Dini in ti. In zato so zelo težko upravičevali vsak napredek v odnosih s Slovenijo in se je ta slalom nadaljeval. Na koncu tega istega leta, ob koncu leta 1995, je stvar se izkristalizirala v tako imenovanem španskem kompromisu, ki je bil neke vrste magična sintagma, geslo v času mojega ministrovanja in te Drnovškove vlade. O tem bi seveda
se dalo govoriti na dolgo in široko, res zanimivo, kako je do tega prišlo. Naj poudarim samo par okoliščin. Ko je v drugi polovici leta 1995 Španija prevzela predsedovanje Evropski uniji, je bil Solana, kasnejši šef NATO, zunanji minister španski. Jaz sem takrat odletel v Madrid in na začetku njihovega predsedovanja in predlagal, da naj Španija kot predsedujoča in dobra prijateljica Italije prevzame bolj agilno vlogo v tem procesu. In res je Solana takrat imenoval posebno ekipo v svojem zunanjem ministrstvu, ki se je potem s tem ukvarjala. In veliko na naše sugestije prinesla predlog kompromisa, ki je v bistvu bil usmerjen v prihodnost. Ni se več ukvarjal, ali bo Slovenija vrnila neke nepremičnine optantov oziroma ezolov, kot to imenujejo Italijani, ali se bomo ukvarjali z veljavnostjo bivših sporazumov in tako naprej, ampak da naj v procesu Slovenije, procesu vstopanja Slovenije v Evropsko unijo, kjer gre v vsakem primeru za liberalizacijo tudi nepremičninskega trga, Slovenija odpre svoje tržišče nepremičnin za tiste prebivalce Evropske unije, ki so v preteklosti živeli najmanj 3 leta na ozemlju sedanje Slovenije, da lahko kupijo nepremičnino. Se pravi, ne da jim je nekaj podarjeno, vrnjeno, ker je bilo to vse rešeno z Ozenskim in Rimskim sporazumom, pač pa da lahko to kupijo. Po vstopu v Evropsko unijo bojo pa to imeli to pravico na podlagi vzajemnosti vsi državljani Evropske unije. Tudi tukaj v tem primeru te 3-letnega bivanja je šlo za vzajemnost. No, to make long story short, takrat je predvsem opozicija kričala, opozarjala, da je to konec Slovenije, da nas bojo pokupili, da je s tem naša zgodba zaključena. Izkazalo se je, da mislim, da po končnih podatkih, da je približno 14 ljudi, posameznikov, izkoristilo to možnost. Pa še to, mislim, da v nekem trenutku je bilo več Ircev kot pa Italijanov. Ne? Tako da se je izkazalo, da je bil to totalni bav, kar je bilo meni jasno, zelo na začetku. Jaz sem takrat celo predlagal, da ko se v Sloveniji vzpostavlja ta histerija, niti opeke, smo ogroženi, nas bodo pokupili in tako naprej. Sem si predstavljal, da bi lahko delovali popolnoma obratno, da bi vedoč, da je Trst, naprimer, takrat in mislim, da še sedaj najbolj izumirajoče mesto v Italiji, z najstarejšo v povprečju populacijo, najmanjšo rodnostjo v celotni Evropski uniji, da bi lahko mi, bolj kot Slovenija, pomagali našim državljanom, da oživijo nepremičninski trg v Trstu in okolici in na ta način pridemo bliže do morja, do tega, ki je bil zgodovinsko slovensko morje. Saj vemo, da pred obema vojnama so bili Slovenci celo bolj, če gledamo obalo, naseljeni med izlivom reke Timave, med Devinom in Trstom, kot pa med Trstom in Piranom. Zdaj govorim samo o obali, ne o zaledju. No, vemo, da je bilo v parlamentu zelo vroče, govorimo o slovenskem parlamentu glede sprejema španskega kompromisa, s tem povezano in zaradi pristopa k Evropski uniji spremembo ustave 68. člena, ki govori o pravici tujcev oziroma nepravici do lastništva nepremičnin in zemljišč. Danes se to redko kdo spomni. Takrat pa je bil ustvarjen vtis, da gre za biti ali ne biti. Dejstvo je, da je vstop Slovenije v Evropsko unijo
te takrat velike baobave zmanjšal na njihovo realno velikost, in to je, da v bistvu niso predstavljali in ne predstavljajo ogrožanja Slovenije. Tako da sam ocenjujem, da je bil vsi ti manevri in ti 2 leti, 95, 96, da sta bili ključni za ta res pomemben preboj. Junija 96 smo potem v Bruslju podpisali pridružitveni sporazum skupaj s to 10-terico, oziroma mi smo bili eni od te 10-terice držav, in to nam je omogočilo kasnejše polnopravno članstvo. Jaz sem takrat v teh 2 letih velikokrat dejal, da mi v bistvu lovimo zadnjo stopnico zadnjega vagona tega vlaka, ki je takrat peljal v Evropsko unijo s to 10-terico. Če tega ne ujamemo, nam grozi, da ostanemo tam, kot je Hrvaška, in glede na to, da mi mejimo z Italijo, z Avstrijo, ne pa Hrvaška, bi bilo to seveda še veliko bolj nevarno. Torej, omenil si Oglej sporazum, ki ga je naš zunanji minister, takratni Lojze Peterle, podpisal v Ogleju in ga je potem slovenska vlada zavrnila in postal si potem ti zunanji minister. A bi lahko malo več podrobneje pojasnil to dediščino, Peterletovo, oglejsko dediščino, kaj se je točno takrat zgodilo, in drugič, kaj oziroma kdo vse in na kak način je vse pomagal ali bil vpleten v to zgodbo, da se razreši ta italijanska blokada pridruževanja oziroma vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kakšna je bila tu recimo vloga tudi Amerike? Takrat je bil predsednik Bill Clinton. Je bila tu kakšna vloga, kdo je vse tu imel prste vmes? Ja, z današnje perspektive in distance predvsem, mislim, da gre za 27-28 let od takratnih dogajanj, je morda še lažje oceniti in si potrditi to, kar smo vedeli že takrat. Oglejski sporazum, ki ga je sklenil Peterle, je imel fundamentalni problem v tem, da je dal Italijanom prav, nam pa ne. Kaj s tem mislim? Med vrsticami je priznal, da je italijanska stran doživljala krivice, nič pa ni povedal o tem, da je slovenska stran doživljala krivice, da je bila žrtev fašizma, raznarodovanja in tako naprej. Zakaj tako mislim? To, da ti pristaneš na vračanje v naravi, za kar je takrat šlo, 300 nepremičnin, nekaterim se to zdi veliko, nekaterim se zdi malo, v principu pove in pomeni, da si kriv in da moraš neko krivico popraviti. Vsi pa smo dobro takrat in sedaj vedeli, da je bilo to rešeno z rimskim sporazumom 1983, ki ga je Italija leta 1992 sukcesirala, tudi celo objavila v uradnem listu, vendar ga potem ni hotela spoštevati in ga je s tem oglejskim tekstom želela zabiti prvi klin v to zgradbo veljavnosti sporazumov od pariške mirovne, londonskega ozima do rimskega sporazuma. Ne bi bil rad preoster z besedami, vendar že takrat me je to spominjalo na neke vrste domobransko tradicijo. Če bomo pridni in pohlevni, bomo prišli skozi. To je bil ta Oglej. In prav zanimivo je bilo opazovati reakcijo Drnovška, ki, ko vemo, da je bil zelo potrpežljiv, zelo diplomatski, takten in tako naprej, da se mu je dvignil puls in mu je zavrela kri, bi se reklo po domače, ko je videl končni tekst tega oglejskega sporazuma in v bistvu odločil kot šef vlade, kot predsednik vlade, da na to pa Slovenija ne bo pristala. Kdo je bil še v vseh teh labirintih in
dogajanjih odločilen. Amerika gotovo. Suzana Agnelli in Dini sta bila politika, eden predsednik vlade, druga zunanja ministrica Italije kot zaveznice Združenih držav, ki sta veliko dala na mnenje Washingtona. In Agnellijeva je bila večkrat v Ameriki, enkrat so se ob robu zasedanja Organizacije Združenih narodov v septembru celo srečala tam in videlo se je, da Američani da jim niso zvijali rok pregrobo, vendar so vedno znova dali vedeti, imamo neverjetne probleme, po domače rečeno, sranja na Balkanu. Vemo, da je bilo to leto, ko je končno prišlo do Daytonskega sporazuma, do končanja morije v Bosni in Hercegovini in kup drugih problemov na Balkanu je pretilo, zato si Amerika, Združene države res niso želele odpiranja še ene fronte v tistem delu Balkana in Srednje Evrope, kjer dejanskih problemov niti ni bilo. Poleg tega Španci na čelu s Solano, ki se mi je takrat izkazal za državnika, so imeli veliko vlogo. Nemčija, Genscher in kasneje Kinkel, absolutno. Čeprav, sej vemo, Italija bo, bratje Srbi bi rekli, iz inata nasprotovala, če bo Nemčija nekaj preveč goreče predlagala. Francozi so bili pomembni. Michel Barnier, minister za evropske zadeve, je takrat veliko postoril v ozadju, večkrat sem ga tudi klical, ga vznemirjal na njegovem vikendu v Savojskih Alpah in marsikje, vendar so vzpostavili zelo dober odnos in je bil naš dober advokat v Bruslju. Britanci tudi po svoje, čeprav vemo, da Britanci Italijane ljubijo. Nekoč je Churchill zafrkljivo rekel, Italija bolje tolčeš, večja je kot Wiener Schnitzel. In v ključnih trenutkih so ji vedno dovolili, da na zadnja vrata stopi na njihovo stran. V prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni in tako naprej. Tako da Španija, Francija, mislim, da sta bile v tistem trenutku zelo pomembni. Omenil si reakcijo Janeza Drnovška, takratnega predsednika vlade, na Oglejski sporazum. Me pa zanima, ali so na vladi bile kakšne vsebinske razprave glede odnosa z Italijo in glede teh problemov, o katerih sva govorila. Kako to je izgledalo? Če govorimo o vladi kot seji vlade, ki so bile ponavadi ob četrtkih, če ni bilo kaj izrednega, tudi seveda ob drugih dneh, potem teh razprav na samih sejah vlade v bistvu ni bilo. Dr. Drnovšek je imel specifičen način dela, ki je bil na prvi pogled bi izgledal birokratski, to pomeni, da ko je bila seja vlade, dnevni red sprejet, 40 točk in potem se je to rutinizirano šlo od točke do točke. Včasih s kakšno pojasnitvijo, s kakšno polemiko, redko. Če je bila razlaga točke strani ministra ali pa državnega sekretarja predolga, je Drnovšek zagodrnjal, dobro, saj vemo, in je bila zadeva sprejeta. Seveda to ne pomeni, da ni bilo razprav. Razprave so bile marsikdaj zelo vroče na, mislim, da se je imenoval strateški svet, kjer so bili ključni ministri, finance, notranje, zunanje, obramba in tako naprej. In pa seveda preko pogovorov na štiri oči, preko kabineta dr. Drnovška, ki ga je vodila zelo sposobna Mojca Osolnik. In pametni ministri smo se večino stvari dogovorili z njo, vedoč, da bo hitreje prišlo do
razumevanja strani Drnovška, kot če predvsem kakšne malenkosti nadleguješ direktno njega. Se pravi, metoda, nekateri so čakali v tajništvu, kdaj jih bo predsednik vlade sprejel, to se nikoli ni obneslo. Bila je tudi seveda velika izguba časa. Drnovšek, ko se mu je zdelo pomembno, te je že znal poiskati in poklicati in se dogovoriti. Recimo, način dela glede Italije je bil res intenzivno informiranje. Praktično vsak dan je dobil povzetek dogajanja, tudi seveda moje mnenje, v katero smer stvar gre, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. S podobnim smo zalagali tudi predsednika Kučana. To predsedniku vlade ni bilo vedno popolnoma všeč, vendar v primerjavi z današnjimi ali pa vmesnimi tenzijami, ko je bil dr. Türk predsednik in tako naprej, je bilo to še vse zelo v rokavicah. Govorimo o teh rivalstvih med kabineti predsednika vlade in predsednika republike, ki so za Slovenijo, verjetno pa še za kakšno drugo državo, kar tradicionalne. Tako da Drnovšek je tudi puščal prostor. V tem smislu, da stvari se je delal, kot da je nezainteresiran, če so šle skozi, jih je zelo dobro znal unovčiti, jih speljati v smer svoje politike, se pravi logike, saj to vendar moja vlada zastopa, ne. Če je šlo kaj narobe ali pa v napačno smer, je bil vedno na varni strani. Saj so šli v to mimo mene ali brez mene, zdaj pa naj plačajo svojo politično ceno. No, v tem italijanskem primeru se je stvar dobro iztekla, zelo dobro. Dejstvo je, da je on vzdrževal imidž of reluctancy, zadržanosti. Prav, on je bil dolgo proti španskemu kompromisu. Enkrat sem sklical Franka Jurija, bil ambasador v Madridu, in Dimitrija Rupla, prejšnjega ministra, mislim, da je bil takrat župan Ljubljane, tam le v eno gostilno pod Šmarno gore, v eno nedeljo, kamor sem povabil dr. Drnovška, da naj se v tej četverici, mislim, da je bilo to enkrat jeseni 95, da se dogovorimo, ali gremo v to ali ne, se pravi španski kompromis in tako naprej. Jaz sem seveda igral vlogo nekoga, ki je pušer, ki ves čas pritiska, časa ni, čas ne dela za nas. Moramo iti v to. Ne? In ta kombinacija, mislim, da se je dobro iztekla. Marsikdaj se ni, recimo v odnosih s Hrvaško. Tam je šlo v nekem trenutku, govorimo o odnosu Drnovška z ministri, za vprašanje rešitve dolga Ljubljanske banke Zagreb do hrvaških varčevalcev. Narejeni so bili izračuni, ki so bili za današnje razmere, številke so bile nizke, se pravi, koliko bi to stalo Slovenijo. Če bi mi v tistem trenutku rekli, v redu, ne glede na celoto odnosov in da nimate prav, ker Ljubljanska banka ima tudi, Hrvati rečejo, potraživanja do podjetij na Hrvaškem, bomo mi kot urejena ekonomija rešili probleme individualnih varčevalcev, bomo to kasneje reševali. Problem je bil, da tega ni želel skleniti dr. Gaspari kot financminister, pričakujoč, da bo v tem odločil predsednik vlade, Drnovšek, in obratno. In ta vlak je odpeljal. Odnosi s Hrvaško do dan današnji niso bili rešeni, kot bi morda lahko bili, če bi bil določen kompromis sprejet v primernem trenutku. Tako da moje stališče je vedno bilo, če ti je nekaj strateški interes, se ti kompromis že na srednji rok sigurno splača. Ne? Mislim, pametni kompromis. Tako da Drnovšek je bil dober v selekciji, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, in na ta način je skušal tudi preživljati te svoje vlade. Bilo mu je marsikdaj objektivno zelo, je bil v hudem položaju. Recimo tista koalicija z Marjanom Podobnikom kot podpredsednikom vlade, SLS-om, je bila v psihološkem smislu uničujoča.
ne obstajajo dokazi, ampak ne bi se čudil, če je to poslabšalo bolezen dr. Drnovška. To so bile nemogoče razmere sodelovanja v eni koaliciji, kjer ti podpredsednik vlade, šef koalicijske stranke stalno minira zadeve in nikoli ne veš, s kakšno čudaško idejo bo skočil ven naslednji dan in tako naprej. Ampak imel je pa tudi kilometrino in vse vemo, da je v Beogradu deloval na podoben način. Najprej so ga podcenjevali in ko so ugotovili, da je bila to napaka, je bilo že prepozno. Dajva za zaključek še nekako na kratko skušati odgovoriti, kaj je španski kompromis pomenil v resnici. V bistvu španski kompromis je odpravil italijansko blokado, da je Slovenija lahko pristopila v Evropski uniji. A smo s tem kompromisom pokleknili ali kako bi označil ali je to uspeh? Kaj je v bistvu v resnici španski kompromis? Španski kompromis oziroma celotno dogajanje, ki je pripeljalo do španskega kompromisa, si zasluži mesto v diplomatskih učbenikih oziroma učbenikih diplomatske zgodovine. Zakaj? Šlo je za nek način face-saving sporazum, diplomatska pogajanja obeh strani. To pomeni, da obe strani ohranita obraz, predvsem Italija. Kajti de facto je španski kompromis pomenil, da se ni nič spremenilo. In to je bilo v strateškem interesu Slovenije in je. Ostalej so veljavni vsi sporazumi, ki urejajo naše odnose. Obenem je pa Italija dobila to, kar ji pripada z našim članstvom Evropske unije oziroma vsem članicam, kakor tudi nam. To pomeni prost dostop do nepremičnin v drugi državi članici na podlagi vzajemnosti. V tem smislu je bila to dimna zavesa, ki je bila pa izredno pomembna, ker je pometla z mize vse nepotrebne probleme, ki jih je zakuhala Berlusconijeva vlada in ki so se valjali po diplomatski mizi skoraj 3 leta in s tem onemogočili, da bi druge pomembne stvari prišle na plano. Ob tej priložnosti bi rad samo še dodal to, da seveda v takem kratkem razgovoru stvari izgledajo premočrtne in enostavne. V tistem obdobju, tako kot danes, se je diplomacija veliko delala tudi na ravni PR-ja. To pomeni, da so mediji in splošna javnost imeli velik vpliv na delovanje politike, ki potem določa smeri diplomacije. O čem govorim? Recimo Tržaški Il Piccolo, Giornale predvsem in podobni časopisi so izvajali velik pritisk na Rim, da je treba izkoristiti priložnost, v narekovaju, v tem smislu imamo novo državo, majhna je, mi smo veliki, dajmo jih stisniti in kaj izcediti iz tega. Mi smo se seveda borili po svojih močeh. Tako je zanimivo, da je v tistem času Ministrstvo za zunanje zadeve, to je bilo v začetku 96, izdalo belo knjigo o Sloveniji in Italiji, bela knjiga o diplomatskih odnosih, White Book on Diplomatic Relations, s katero smo vključili prav vse sporazume še iz stare Avstrije, pa preko Kraljevine Jugoslavije, SFRJ do Slovenije z Italijo in to masovno razdelili v Bruslu in po prestolnicah evropskih, Washingtonu, Moskvi in tako naprej. S tem smo odpirali oči, kajti ko so ljudje, tisti insideri, ki jih je to zanimalo, to dobili v roko, so videli, da zgodba sploh ni tako preprosta, kot jo predstavlja Italija. Izdali smo tudi knjigo Slovenija-Italija od preziranja do priznanja. To delo verjetno danes redko kdo pozna. Posebej pomembna je bila pa v tistem času
tako imenovana skupna komisija zgodovinarjev, ki je preučevala slovensko-italijanske odnose od leta 1880 do 1956. To je bila skupna slovensko-italijanska zgodovinsko-kulturna komisija. Vprašanje, koliko sedanjih vladajočih pozna to delo. Tu so kvalificirani zgodovinarji, na slovenski strani jih vodila dr. Vohinčeva, skupaj, se pravi Italijani in Slovenci, določili tekst, ki zgodovinsko objektivno opisuje, kaj se je dejansko dogajalo med Slovenci in Italijani v tem skoraj enem stoletju. Recimo vprašanje fojb, ki je kasneje, po letu 1997, pridobilo na teži v Italiji, je tukaj obdelano z zaključkom, da je šlo za nekaj stotin po krivici oziroma izvensodno pokončanih kolaborantov fašizma, pa tudi mnogih nedolžnih, po drugi svetovni vojni, dočim vemo, da italijanska stran ne preneha z naraščanjem svojih številk, se pravi od nekaj tisoč na nekaj 10 tisoč, na koncu 100 tisoč. To poročilo obeh komisij je bilo na slovenski vladi potem uradno sprejeto, italijanska vlada tega akta zaključnega nikoli ni zmogla storiti. Obstaja pa končni tekst, ki je bil med zgodovinarji usklajen in mislim, da bi se ga morali večkrat posluževati, ko se začnejo kakšne nove debate in ponovne. Ta knjiga je datirana s poletjem 2000, se pravi 3 leta po obdobju, o katerem sva govorila prej. Za konec bi te vprašal, zdaj si govoril o odnosih z Italijo, večino sva se o tem pogovarjala. Gre za obdobje, ko je posebej v Bosni divjala krvava vojna. Takrat so bili Američani tudi zelo vpleteni v zadevo, posebej zunanja ministrica Albrightova. A je bila ona kakorkoli tudi vpletena, sicer sem že postavil vprašanje o vlogi Američanov, v to zgodbo, slovensko zgodbo in glede našega vključevanja v Evropsko unijo? Državna sekretarka Madeleine Albright v času Clintonove administracije je bila zelo aktivna na področju Balkana. Videlo se je, da jo zadeva, da jo stvari, vojna in tako naprej, da se jo dotikajo tudi čisto psihološko in emocionalno. Namreč že kot otrok je poletja preživljala na Bledu, njen oče je bil namreč ambasador takratne Češko-Slovaške, Masarykove Češko-Slovaške v Beogradu. In tudi ko je prišla na obisk v Slovenijo, sem jo kot minister gostil na Bledu. V tistem času je vojna v Bosni izgledala brez kraja in konca. Evropska unija, žal ne prvič in tudi ne zadnjič, je izgledala impotentna in šele z odločnejšim vpletom Clintonove administracije, kjer je veliko prispevala Albrightova, je prišlo do bombardiranja srbskih položajev okoli Sarajeva in tudi na nek način izsiljenega Daytonskega sporazuma, ki je postavil pokrovko nad divjanje te vojne in v Bosni in Hercegovini in je konec leta 1995 tudi zaključil. Spominjam se ene zanimive anekdote iz časa Albrightove obiska v Sloveniji, ko so se pogovarjala na Bledu v teh temah, odnosi z Italijo, naša želja, da gremo v zahodne strukture, EU in NATO, dogajanju na Balkanu, kjer so nas vedno zelo poslušali, ker smo imeli dobre informacije in tudi stališča, ki so mi radi prisluhnili. Sem v nekem trenutku in navrgal, da bi Slovencem veliko pomenilo na simbolnem in tudi praktičnem nivoju,
če bi lahko vstopali v Združene države Amerike brez vizuma. Moram reči, da je bila njena reakcija zelo začudena, v smislu, kako si to predstavljate, se takih držav skoraj ni, vi ste komaj sveže priznani, ponovadi to traja desetletja, da pridemo do take rešitve. Jaz sem takoj odvrnil, da ker ve, da nas je približno 2 milijona, da tudi če bi vsi emigrirali v ZDA, za kar pa ne vidim nobene želje, se to v Ameriki ne bi dosti poznalo. In ta po svoje malo preprost vic je tako zradostil, da je potem naročila, da se začnejo ti postopki, in v nekaj mesecih so ugotovili, da dejansko nimajo problemov z ilegalnimi migranti v ZDA in je Slovenija še danes na spisku dobrih 20 držav, ki je v tem Visa Waiver programu za brezvizni vstop v ZDA. To se mi zdi ena taka mala kremica na torti takratnih dogajanj, ki pa so pomenila, da smo se tudi simbolno ločili od mnogih, recimo celo Grčije, Hrvaška, mislim, da se le zdaj prihaja v ta režim po skoraj 30 letih, da smo tudi tu pokazali, da spadamo v ta krog sveta. Bil si poslanec tudi v Evropskem parlamentu, imaš izkušnje iz tega parlamenta, kako se dela politika v parlamentu, imajo slovenski poslanci kakršenkoli vpliv na odločitve, ki se tam sprejemajo? Hvala vam za to bruseljsko vprašanje. Mislim, da je izredno pomembno. Dobro se spomnim, da smo se v začetku 90-ih let zavedali, da članstvo v Evropski uniji za Slovenijo ni pomembno samo z varnostnega vidika, to, kar sem razlagal na začetku, da so s tem naše meje z vsemi večjimi sosedi, vsi štiri sosede so večje od nas, bolje zavarovane. Zavarovana je tudi bolje naša demokracija, po domače rečeno. To pomeni, da smo se že takrat zavedali, saj nekateri, da ko bo Slovenija članica Evropske unije, bo težje prišlo do uveljavljanja nedemokratičnih sil v Sloveniji. To ne pomeni, da to ni mogoče. Zdaj smo 2 leti priča poskusom, da se tudi Slovenijo prevrne v jarek iliberalnih demokracij, za katere se štejejo predvsem Madžarska in Poljska. Češka upajmo, da bo z tega vlaka, in Slovaška, da boste izstopili. Se pravi, okvir EU je tisti varnostni pas, ki ti daje saj nekaj varnosti glede ohranitve demokracije. Po drugi strani pa potrebno biti realen, in tu se navezujem direktno na vaše vprašanje. To je ogromen mehanizem, mravljišče neštetih silnic, ki se tam stekajo, in seveda da se vplivati, predvsem z aktivnostjo in z prodornimi idejami. Vprašanje pa je, v katero smer je Slovenija oziroma naši predstavniki so aktivni, ne? Do nastopa zadnje vlade smo bili aktivni v smeri, ki se mi zdi pravilna, progresivna, če hočete, in tista, ki pelje tudi Evropo naprej. Sedanje 2-letno sabotiranje glavnega toka Evropske unije in poskušanje pomagati silam, ki v bistvu ogrožajo sam fundament Evropske unije, to je prvenstvo evropskega prava nad domačimi pravnimi sistemi in tako naprej. To 2-letno obdobje je pa seveda, upamo, da ga bomo lahko kdaj pozabili in da se ne bo nadaljevalo. Tako da ja, evropski poslanci lahko vplivajo, predvsem s tem, da pridobijo zaveznike za svoje dobre ideje. Poglejmo, karkoli si kdo misli o nizozemski poslanki, ki jo ima naš predsednik vlade tako v želodcu, ona vpliva na to, kaj si
Evropa misli o nas, vpliva na to, da Evropski parlament da vedeti, da je sedajna iliberalna smer Slovenije, da mu ni všeč, in seveda opogumlja tudi demokratične sile v Sloveniji, da se ne predajo in da na naslednjih volitvah poskušajo zamenjati sedaj veljavni kurs. Je pa vprašanje, Evropska unija, predvsem s Francijo, Nemčijo, na eni strani želi razvijati federativni način ureditve, nacionalisti, tako imenovani domoljubci in podobni, se varneje počutijo v svojih fevdih, naj bo to Poljska, Madžarska, kjer jim gre predvsem za cuzanje bruseljskega evropskega denarja in za čim manjše vpletanje evropskih institucij v njihova početja. Prav zanimivo je bilo iz naše vlade poslušati stališča, da gre za vmešavanje v notranje zadeve, v tem primeru Slovenije, ko so se evropske institucije oglasile glede naših problemov z demokracijo. To je seveda besednjak, ki v Evropski uniji mnogim sploh ne razumljiv. To je besednjak iz časa hladne vojne in neuvrščenih in podobnih, kjer so Suharti, Idi Amini in podobni liki ne želeli, da se kdo vmešuje v njihove notranje zadeve, ko so kršili človekove pravice. Tako da upajmo, da bo EU okvir preživel, da se bo razvijal naprej, ter da bo Evropska unija kot v bistvu največja demokracija na svetu obstala in se dobro razvijala. Tudi sami se ne zavedamo, da je Evropska unija precej večja od Združenih držav Amerike. Tudi sedaj, brez Britanije, po Brexitu. Tako, kar se tiče prebivalstva, kot tudi BDP-ja, bruto družbenega produkta, ki še vedno žal velja za ključno merilo gospodarskega uspeha. Mi smo večji kot Amerika, večje tržišče in tako naprej. In sam mislim, da brez podpore francoski ideji, da se na svoje noge postavimo tudi kot politična in vojaška sila, to mislim na Evropsko unijo, ne bo šlo.